Slovenija od letošnjega julija do konca leta predseduje Svetu Evropske unije. To je ena od 7 institucij unije, njeno najpomembnejše delo pa je, da skupaj z Evropskim parlamentom oblikuje in sprejema predpise in zakone. Organizacija in gostovanje srečanja imenovanega Vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana je bil osrednji dogodek slovenskega predsedovanja. To je bil sestanek oziroma zasedanje članov Evropskega sveta, ki ga vodi Charles Michel. Glavna naloga Evropskega sveta je presojanje o tem, katere naloge so za Evropsko unijo najpomembnejše. Rešuje tudi občutljiva vprašanja. Vrha so se udeležili voditelji držav članic in 6 partneric Zahodnega Balkana, iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Severne Makedonije in Kosova. Članice so se na zasedanju zavezale k širitvi Evropske unije na zahodno-balkanske države, a v deklaraciji niso zapisali, do kdaj naj bi se to zgodilo, za kar si je prizadevala Slovenija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta predstavnike teh držav spomnila, da morajo v zameno za pogajanja o članstvu v Uniji nadaljevati prizadevanja za nekatere spremembe, na primer boj proti korupciji in kriminalu ter boj za svobodo medijev. Unija je 6 držav sicer ponudila tudi denarno pomoč do 30 milijard evrov. Članice EU-ja se sicer zavedajo, da je širitev Unije v ta del Evrope pomembna in potrebna, saj si tudi druge države, na primer Kitajska, Turčija in Rusija, želijo gospodarsko in politično sodelovati s to regijo. Najbolj je nad izkupičkom zasedanja razočarana Severna Makedonija, ki že od leta 2005 čaka na začetek pogajanj za vstop v Unijo. Med drugim je celo končala spor z Grčijo in spremenila ime države.